eno izmed glavnih pravil kriznega komuniciranja je ne samo, da se odzvati čim prej, ampak se odzvati tudi na kredibilen, dostojen način. Pred nami ali pa živimo v nekem obdobju, ko je nekega sveta, ki je deloval po nekih drugih pravilih, konec in nastaja nek novi red. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z mano je danes en zelo poseben gost, doktor. Lepo pozdravljen, Denis. Lep pozdrav in hvala za povabilo. Se pravi, z mano je danes doktor Denis Mancevič. Preden se spustiva v vprašanja in gremo čez krizni PR, strateško komuniciranje in ta področja, ki so v tvoji domeni in kjer si avtoriteta, bi te našim poslušalcem predstavil, in sicer 2013 si doktoriral iz družbenoslovnih znanosti, 2018 si zaključil Executive MBA program, potem pa v svoji profesionalni karieri si imel ogromno nekih izkušenj, od diplomacije, gospodarstva, med drugim si v obdobjih od 2014 do 2017 zasedal vodstvene položaje znotraj skupine SI. Kasneje si bil soustanovitelj in direktor integrirane komunikacijske agencije Herman & Partnerji, ki jih vsi poznamo. Bil si tudi član nadzornega sveta Perutnine Ptuj, tako da nore izkušnje. Imaš izkušnje iz vodenja kompleksnih strateških komunikacijskih projektov, delovanje nadzornih svetov, si redni kolumnist, mentor, predavatelj. Imaš pa tudi novo podjetje, oziroma zdaj ni več toliko novo, ampak si poštartal novo poglavje s podjetjem NC3, in sicer New Century Corporate Communication. Drži. The best. Vse našteta drži. Drži tudi, da si 9. odtekel newyorški maraton, oziroma prvič newyorški maraton, 9. maraton. Tako bo bolj prav. Ja. The best. Ok, preden greva v vse te izjemne izkušnje, moje prvo vprašanje je zmeri, če bi se midva spoznala v gimnaziji, srednji šoli, kakšna si bil? Si že takrat obvladal komuniciranje, si znal profesorje prepričati študente, sošolce? Ne. Mogoče sošolce, ja. Sem imel kar srečo, bi lahko rekel, v srednji šoli, kajti imel sem tako izjemnega mentorja, ravnatelja in razrednika, kot tudi izjemno lepo socialno omrežje, bi lahko tako rekel, sestavljeno predvsem iz po eni strani sošolcev, po drugi strani pa iz soplavalcev, kajti cel ta čas sem plaval, tako da ta socialna mreža je vedno nekako bila prisotna, z mnogimi še danes ohranjam ta stik, sicer pa glede na mogoče, akademske ali pa izobraževalne izkušnje, ki jih imam danes, če bi me takrat spoznali, bi rekli, da je to nemogoče. Da mi povej, zmeraj fascinira, ko srečam osebo, in te res občudujem, ker ima več klobukov, in sicer od tega, da si kolumnist, mentor, podjetnik, strokovnjak za strateški PR oziroma strateško komuniciranje. Me zanima, kako ti uspeva, kakšen je tvoj dan, kako si razporejaš dneve, se ti v nedeljo pripraviš za cel teden naprej, se vsak dan sproti zvečer usedeš pa rečeš, jutri imamo tole, to so pomembni sestanki. Kaj je tvoj secret to success? Moj oče je bil plavalni trener. In kot vrhunski trener moraš znati zelo dobro načrtovati. In če sem kaj podedoval po njemu, sem najbrž to podedoval, da je treba stvari načrtovati, da sam načrt še vedno ne pomeni nič, če ne stojiš sam na štartnem bloku ali pa na štartu, ampak ti da pa zelo pomembno usmeritev. In en del tega načrtovanja je tudi, da znaš svoje cilje, ambicije projicirati v prihodnost. Kar je sicer nekaterim lažje, mogoče nekaterim težje, nedvomno se pa da tega naučiti. In enkrat, ko jih znaš projicirati v prihodnost, je zelo pomembno, da povlečeš nazaj časovnico, bližje k današnjemu trenutku in se vprašaš, kaj moram danes početi za to, da bom čez 10 let tam, ali pa kjer želim biti čez pol leta. In posledično na tak način pristopam k življenju, k vsemu, kar počnem, da poskušam neke cilje ekstrapolirati, torej po eni strani se vprašati, kje želim biti čez 3 leta, 5 let, 10 let in potem potegniti to časovnico nazaj. In potem dnevni, tedenski, mesečni neki načrti, plan aktivnosti, organiziranost pade skoraj, da bi lahko rekel organsko.
Seveda, potem je pa neko mikroraven, kjer je pa še vedno vsak dan moraš vstati in narediti tisto, kar je načrtovano, bodi si poslovno, bodi si družinsko ali pa pač po neki športni liniji. Ne? A bi rekel, jaz zase zmer gledam, sem večerna ptica, pa tudi zjutraj sem zelo delaven. Si ti bolj jutrni tip, bolj večerni tip? Zelo zanimivo in pravzaprav lahko bi rekel oboje. Spet znam se priklopiti v oba režima. Ena taka anekdota, ko sem mogel dokončati doktorat in sem takrat že bil oče 2 malih otrok, je dokončanje doktorata ali pa neka splošna aktivnost, ki zahteva nekaj ur skoncentrirana dela izjemno naporno. Yeah. Tukaj vsa pohvala predvsem mamicam, malih otrok, materam samohranilkam, kako jim to pravzaprav uspeva. Ne? In takrat sem se mogel v nočno ptico preleviti in bolj kot kakšna kava lahko dam vsaj zame je deloval recept črni čaj in potem sem imel možgane čist na on do 2., 3. ure zjutraj. V nekaterih primerih, recimo sam kot kolumnist, pa zelo rad izkoriščam jutranje ure, zgodnje jutranje ure, tam tudi okrog 5:30 ali pa 6, 6:30, ker takrat se mi zdi, da možgani so precej spočiti, tako da lahko se priklopim v oba režima. Deva se dotakniti, ker meni je blazno zanimiva tvoja domena, se pravi krizni PR, strateško komuniciranje. Daj razloži našim poslušalcem, kaj to je. Zelo poenostavljeno je to, da strateško komuniciranje predpostavlja, da vemo, na kak način, s kom, preko katerih kanalov bomo kdaj komunicirali, zato da bomo dosegli neke cilje. Ti cilje so predvsem poslovni, so neki bolj, že kot sama beseda, strateško komuniciranje pove strateški, torej niso toliko dnevno operativni. V tem pogledu se strateško komuniciranje loči recimo zelo od tržnega komuniciranja, ki je pomembno, ampak je bolj naravnano na potrošnika, komunikacijo s potrošnikom in bistveno bolj operativne narave. Tako da pri vprašanju strateškega komuniciranja preden se česarkoli lotimo, se vprašamo, kaj je poslovni cilj, katere javnosti so pri dosegu tega poslovnega cilja pomembne na nacionalni, mednarodni, lokalni ravni in preko katerih kanalov, na kak način bomo z njimi vzpostavili odnos. Komunikacija namreč še zdaleč v korporativnem svetu ni samo sporočilo za javnost, ampak je marsikaj drugega. Torej je znanje sklepanja nekih zavezništev, je delovanje znotraj določenih forumov, je zavedanje tega, kdaj na kak način, kakšne vidike, ki jih podjetje zasleduje, izpostaviti ali ne, kajti komunikacija z različnimi javnostmi ni enaka. In odgovoriti na vsa ta vprašanja in potem zastaviti pravo strategijo in seveda pomagati naročnikom pri njeni izvedbi, to je srž recimo nekega strateškega korporativnega komuniciranja. The best. Ti si bil član nadzornega sveta Perutnine Ptuj, pa SIA, pa me zanima, verjetno je zelo dobro, če imaš v nadzornem svetu osebo, ki je strokovnjak za strateško komuniciranje, krizni PR, ker verjetno podjetja hitro se kaj zgodi, pride kaj v javnost in potem ti prevzameš vlogo. Ali je to tako? V tujini je to tako, v Sloveniji so to neke prakse, bi lahko rekel, ki se šele vzpostavljajo. Pri nas so nadzorni sveti večinoma sestavljeni iz predstavnikov lastnika, noter so običajno ekonomisti, pravniki, medtem ko je pa v zahodnem, sploh anglosaksonskem svetu praksa, da sploh tako imenovani neodvisni člani nadzornega sveta prihajajo marsikdaj tudi z področja bodi si marketinga ali pa komuniciranja, ravno zaradi vidikov, ki si jih ti samo omenil. Tako da v tujini je to precej razširjena praksa, v Sloveniji ali pa v naši regiji se pa šele vzpostavlja. Zdaj, ti si tudi komentator zunanjih političnih tem, a ne? In danes imamo ogromno nekih primerov, ki se dogajajo, raznih kriznih situacij, pa me zmer zanimala, kako ti gledaš na to v bistvu, ne vzamem zdaj vojne, ampak medijsko vojno, se pravi mediji med sabo, zahodni svet, vzhodni svet, videli smo, kaj se je dogajalo, Rusija, Ukrajina, se pravi, zahodni mediji so čist zaprli dostop do ruskih medijev. Kako ti gledaš na to, kako lahko danes sploh pridemo do neke resnice? No, taka ena splošna znana krilatica je, da resnica je prva žrtev vojne, tako da to velja gledati skozi to prizmo. Drugič, mi imamo, ko govorimo o tej temi,
pogosto neko težavo ali pa izziv, ker poskušamo to situacijo glede vojne v Ukrajini in Rusiji in informacijske vojne ocenjevati z nekimi objektivnimi nam dobro poznanimi vatli. Torej, da so mediji, tudi tisti, ki so javno podprti, da so pač nekako neodvisni, da so javni mediji, pogosto imamo v Zahodnji Evropi pred sabo neko podobo BBC-ja kot nek vzorčni primer, podobno recimo je RTV ali pa Slovenska tiskovna agencija v Sloveniji organizirana, vendar ti vatli nam ne pomagajo nič pri tej analizi konkretne rusko-ukrajinske vojne in pa informacijske blokade, kajti že res je, da prihaja do zamolčanja in prirejanja resnice in so informacije, ki jih obe strani dajeta v eter, običajno zelo dobro odmerjene. Yeah. Tako še danes recimo nimamo podatka in ne vemo, koliko je žrtev na katerikoli strani. Ne? Ampak po drugi strani, ko govorimo o ruskih medijih, ki so jih v zahodnem svetu bolj kot ne prepovedali, cenzurirali, pa velja povedati, da večina izmed teh ni klasični mediji v tem pomenu, o katerem sem prej govoril. Torej, to niso javni mediji po vzoru BBC-ja, ampak so državni mediji, torej in ustanovljeni z namenom propagande. In to je pa seveda čist nek drug, kar pomeni, mi ne smemo ocenjevati več to z vatli javnega medija, ampak s tem, kako ravnamo z državno propagando. Zato, in če pogledamo informacije, ki jih ti mediji tako imenovani lansirajo, je potem zelo blizu pravzaprav enačaj med njimi in pa med uradnimi sporočili Kremlja. In podobno, če bi povlekli paralelo, ne vem, z nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni, namreč, če bi takrat obstajalo nekaj podobnega, kar bi zagovarjala nacistična ideologija, ne bi govorili ravno o cenzuri medija kot taka, ampak bi govorili o tem, kako se spopadati z državno propagando, v tistem primeru nacistično. Danes je to hibridno na način, kot sem ga opisal. Ampak recimo jaz danes, ko probam dobiti neko resnico, probam prebrati čim več medijev, slovenskih, tujih, tudi tuji različni mediji. Kako bi ti svetoval, recimo, eni osebi, poprečni osebi, ki hoče priti saj do neke resnice, ker danes se pravi, nas mediji lahko zelo vplivajo, ne? Se smo že večkrat videli. Prvo, kar je, seveda, poskušamo spremljati medije, zdaj, če se vprašamo okrog poprečnega Slovenca, ki najbolj razume tudi angleščko, potem so to mediji, ki imajo svoje dopisnike tam. In tukaj BBC kakorkoli še vedno opravlja svojo vlogo. In toplo priporočam, kljub zelo teženim razmerjem poročajo, precej kvalitetno bi lahko rekel tako iz Rusije, iz Moskve, kjer imajo še vedno svoje dopisnike, kot tudi iz fronte. Slovenija seveda kot mala država in tudi z omenjenimi resursi redko kdaj si lahko to privošči, da pošilja take ekipe in zato mi pravzaprav informacij z fronte nimamo. Ne? Tako da za začetek že to mislim, da bi precej pripomoglo k temu, da si lažje ustvarjamo neko sliko, kaj se v tej vojni dogaja. Jaz seveda uporabljam še drugo stran in sicer, ker tako, če govorim rusko, uporabljam tudi ruskojezične, bi lahko rekel, vire, tako z ukrajinske kot z ruske strani. Dosti se mi zdi precej kvalitetnih vsebin nastaja v Rusiji, ki niso povezani z uradno propagando in nastajajo bodisi v Rusiji sami še vedno ali pa izven Rusije. In iz vseh teh možnih virov si potem pač poskušamo ustvarjati neko sliko. Zmerno je fasciniralo tudi in verjetno to tudi spada v tvoje področje, ko poslušamo, ne vem, ko imajo Fortune 500 in imajo poročila, pridejo finančna poročila, kvartalna poročila in tako naprej. In potem zaradi enega stavka ali parih besed cel ta se zna zgoditi, da delnice padejo ali pa delnice zrastejo. Je to tudi, se pravi, so tudi te govori napisani strani, ne vem, kriznih PR-ovcev, strateških komunikatorjev, tako? Običajno so, vsekakor da, in običajno so to strokovnjaki za korporativno komuniciranje. Ravno ta primer, ki si dal nazorno, pokaže neko zunanji obraz te vrednosti, ne, ki je to komuniciranje v primeru javnih delniških družb. Da, seveda tam, ko so družbe, ko kotirajo na borzi, spet smo tukaj, ne, bolj pri anglosaksonskem svetu, čeprav v Evropi, tudi v tem centralno-evropskem delu, ne, se tudi stvari malo bolj premikajo. Je seveda komunikacija
podjetja kot takega, odgovornih oseb, torej v prvi vrsti uprave, predsednika uprave, lahko povzroči premike pri kapitalizaciji, torej pri vrednosti za lastnike, pri vrednosti na borzah in posledično je potrebno paziti tako pri lastni proaktivni komunikaciji, kot primer, ki si ga dal, kjer so seveda stavki in dobro premišljeni in pravilno postavljene vejce in pike, da ni dvoumnosti, kot seveda tudi paziti na vsakodnevni komunikaciji, na družbenih omrežjih. Recimo, če poslušamo danes mlajše generacije, ki prihajajo in jih, ko se delajo analize in jih vprašajo, kaj pa vam pomembno, ko vi izbirate delodajalca. Ne? Je dosti odgovorov že, da ne samo za to, zakaj se podjetje zavzema, ne? Torej kakšne vrednote ima, kakšno poslanstvo izvaja, ampak tudi, ali to, kar uradno vi sporočate, tudi uprava živi. Torej gre tudi spremljati, kdaj pa se ti ljudje, ki so najbolj izpostavljeni, predsedniki uprav, direktori, oglasijo, kdaj se ne oglasijo. Če se oglasijo, zakaj se zavzame. Tako da tukaj so družbena omrežja, ta vseprisotna 24/7 komunikacija in tudi nove generacije dodale nek nov nivo kompleksnosti. In samo če pogledamo, kaj se dogaja z bolj izpostavljenimi ameriškimi multinacionalkami, ki so v tej fluktuativnosti, tudi mislim fluktuaciji na trgih in na borzah precej izpostavljene, vidimo, kakšen izziv to predstavlja. Tako da, ne vem, če vzamemo primer Uberja ali pa OpenAI in Microsofta in vseh teh multinacionalk, ki so v zadnjih tednih aktivno komunicirali, vidimo, kakšen pomen ima to. The best. Mislim, meni je ta svet res izjemen. Deva se dotaknem še tvojega novega poglavja in sicer New Century Corporate Communications. Ja, jaz sem približno v tem času lanskem letu sprejel odločitev, da takrat iz družbe Herman & Partnerji izstopim. Potem se pač v začetku letošnjega leta se je ta izstop zgodil in smo odprli novo poglavje. Poudarek, že kot samo ime pove, da je na korporativnem komuniciranju ali pa na strateškem komuniciranju. V večini primerov so naši naročniki korporativni, torej bodi si tuje multinacionalke, ki prihajajo v Slovenijo, ali tisti, ki že poslujejo v Sloveniji, bodi si slovenska večja podjetja. Seveda z veseljem delamo tudi za nekatere organizacije z področja recimo kulture ali pa nekih drugih, ampak tukaj je jedro naše ekspertize, torej smo strokovnjaki, ki znamo in svetovati in pomagati pri izvedbi kompleksnejših komunikacijskih projektov, izzivov, tako bodi si so to krizno komuniciranje ali tako imenovane javne zadeve, torej public affairs, kako z deležniki na nacionalni, lokalni, regijski, katerikoli ravni komunicirati, spostavljati odnose, tu smo mi doma. Recimo, zgodi se neka krizna situacija v korporaciji. A je ponovadi boljš, da to takoj nasloviš, priznaš, to smo naredili, taki so koraki za naprej, ali dostikrat vidimo tudi, da podjetje nič ne komunicira. Kaj so recimo največje napake, pa kaj bi bil tvoj nasvet, če se kaj takega zgodi? Mislim, da je največja napaka je to, da se podjetje, katerokoli, večje, manjše, odzove na način kot noj, da glavo da v pesek in upa, da bo šla zadeva. Ja. Torej, dosti krat je to prisotno pri še starejši generaciji menedžerjev, sploh recimo v naši regiji. Jaz sam pripisujem to temu, da če pogledamo, kakšen je bil svet okrog nas 15-20 let nazaj, ko je bil to še svet faksov in posledično počasnosti pretoka informacij. Torej, to, kar se dogaja danes, je bilo bomo na radiju in na televiziji, pa jutri v časopisu. Danes vidimo, da je to momentalno pravzaprav na družbenih omrežjih, da mediji imajo seveda svoje tudi online portale in da pravzaprav zadeva postane viralna zelo, zelo hitro. Ne? Kar meni ta strategija nojeva ne pride v poštev. Pa kljub temu danes vidimo, da se veliko podjetja pač mogoče zaradi neznanja ali pa neznanja v smislu, kje poiskati ustrezno pomoč, kako se odzvati, se poslužujejo še vedno se tega poslužujejo. Na Zahodu manj, pri nas še vedno. Drugo je seveda
podcenjevanje javnosti. Tukaj gre za to, da je eno izmed glavnih pravil kriznega komuniciranja je ne samo, da se odzvati čim prej, ampak se odzvati tudi na kredibilen, dostojen način. Tudi pokazati v angleščini obstaja en tak zelo lep izraz, ki ga v slovenščino težko pravilno prevesti, ne? Pokazati, da si humble. Tudi recimo v primeru, ko se zgodijo bodisi delovne nesreče, izlivi. Mislim, teh situacij je kar nekaj in to je pač vsak dan, ne? Se stvari dogajajo. Drugo ali pa tretji korak je pokazati, kaj si pripravljen spremeniti, kaj boš naredil. Vidiš, ja. Ne, torej, in že če se par teh osnovnih korakov, če se jih držimo pravilno, potem dostikrat pridemo do tega, da so sporočila sprejeta kot dejstvo, kot nekaj, kar se zgodi in lahko pravzaprav iz takih situacij podjetja celo izidejo ne kot ravno zmagovalci, ampak nekdo, ki se mu je ugled povečal. Skratka, naš odziv na krizo je lahko tudi priložnost za povečanje ugleda, bodisi v lokalni ali pa nacionalni ali pa katerikoli ravni. Na nasprotni strani seveda neodziv ali pa slab odziv, nepremišljen odziv, dodatno zaostrovanje lahko pa privede ali pa običajno v neko negativno spiralo, ki ima pa zelo dolg rep, dolgo časa se da čutiti posledice. Wow, zanimivo. Zdaj, Američani dostikrat pravijo temu aha moment. Si imel ti v svoji karieri kakšen aha moment, ki si rekel, to je to hočem delati, to me zanima, v tem sem dober, to je moj calling. Teh aha momentov sem imel kar že nekaj, bi lahko rekel. Jaz sem po naravi zelo vedoželjen človek in tudi imam rad stike z ljudmi, ki so podobno vedoželjni in tudi ta vedoželjnost mogoče pelje do tega aha momenta, o katerem govoriš. Sam namreč ne verjamem v to, da ravno sediš doma, pa se ti ta aha zgodi sam po sebi, ampak se zgodi tistim, ki jih mogoče malo bolj aktivno iščejo, ne? Teh je bilo kar nekaj, nedvomno so to bile odločitev take, ko se podajaš bodisi na doktorski študij ali pa na MBA študij, ki je izjemno zahteven z vidika angažmaja, časovnega, finančnega, organizacijskega, družinskega, če želiš, tako da to so nedvomno eni taki. Nedvomno potem tudi en korak, ki sem ga naredil leta 2017, ko sem izstopil iz korporativnega sveta in potem postopno prišel v bolj podjetniški svet, je tudi en tak aha moment, v katerem sem še danes. Tudi izjemno uživam v predavalnici, torej rad predavam, delam tudi z mladimi menedžerji znotraj startup okolja, tako da vse to so neki taki neka taka stvari, ki me drivajo naprej. The best. Deva se malo še dotakniti, sicer ti si imel že različne klobuke, tudi različne vodstvene položaje. Kaj pa recimo te pomembno, ko sestavljaš neko ekipo? Kakšne lastnosti iščeš pri osebah, ki so okoli tebe? Zelo, zelo zanimivo. Komplementarnost, torej da poskušaš dobiti ljudi z različnimi, mogoče pedigrejem, različnimi izkušnjami, ki se med sabo po kompetencah, po znanju dopolnjujejo. Od tega se da hitro povleči paralele do tega, da iščeš ljudi okrog sebe, ki so pametnejši od tebe. Vedno. No, ne iščeš, ampak iščem. Na posameznih področjih to dela mene boljšega, mene močnejšega. Vem, da tudi jaz lahko njim dam neke stvari in posledično celotna organizacija ali pa celoten tim boljši. Tretjič, če smo mi boljši, dodajamo vrednost, še večjo vrednost naročnikom. Tako da tudi z tega vidika je to pomembno. Potem so tukaj neke osebne karakteristike, v katere sam trdno verjamem in to je že omenjena vedoželjnost. Izjemno mi je pomembno možnost prepoznavanja odgovornosti, torej jaz sem anti-mikromenedžer, ne maram mikromenedžiranja, ampak sem za opolnomočenje, torej empowerment,
ampak za sabo ta empowerment povleče tudi prevzemanje odgovornosti, kar dostikrat sploh mlajši pozabijo. Torej, želeli bi videti privilegije, ne, ali pa nekako opolnomočenje, ne pa odgovornosti za to opolnomočenje. Ne. Teda, opolnomočenje v pravem pomenu besede pomeni seveda palco s dvema koncema. Tako da tukaj so nekje, to je tisto, kar v prvi vrsti iščem. Kaj bi pa rekel, da je danes v teh težkih časih neka ključna lastnost, ali pa kaj je tvoja glavna lastnost kot vodja, kot direktor, kot lastnik? Pred kakimi 2 leti, mislim, da je bilo ravno čas COVID-a, so me spraševali, kaj je po moji oceni nekaj megatrendov, 5 megatrendov, mislim, da v enem izmed podcastov. In en izmed mojih odgovorov tudi bil zaupanje. In je bilo malo tako dvignjeno obar v smislu, kako to misliš zaupanje, ne? Ker vsi običajno govorijo pa hrana, energija, vemo, digitalizacija, to so megatrendi, ne? Demografija. Jaz sem pa že takrat rekel zaupanje in danes še toliko bolj v to verjamem. Namreč živimo v okolju, družbi, kjer je tudi en izmed teh megatrendov je rušenje zaupanja v marsikaj, kar jemljemo ali pa kar smo jemali kot samoumevno. Ne. V institucije, v državo. Vidimo, da prihajajo politike on stran Atlantika, na tej strani imamo nov primer v Argentini, če želiš, ne, kjer pravzaprav ni več nobene resnice. Ne. Tam, kjer ni več, na koncu ni več ene resnice, kjer nekdo spostavlja okolja, kjer je tako nizko zaupanje, seveda se pojavi, da zdaj, ko se mi pogovarjava, je lahko tudi jutro, čeprav veva, da se pogovarjava popoldan, ne, in obratno. Ne. Ko pogledam tudi naše generacije, vidim, da je to neka težava, neki izziv, ki ga bomo in mlajše generacije in mi kot celotna družba mogli najti nek ustrezen način, kako premagovati. In tu se spet pa lahko naredim povratno zanko do komunikacije. Komunikacija tukaj lahko, če je uporabljena pravilno, orodje za to, da krepi zaupanje. S tem, da je proaktivna, s tem, da je verodostojna, s tem, da je jasna, da je nedvoumna, dviguje tako zaupanje, kot tudi dviguje ugled. No, in tukaj nekje jaz verjamem. Da mi povej, jaz prihajam iz okolja inovacij, digitalizacije, startupov, investicij in tukaj pač vse temelji na temu, da skozi inoviramo, delamo napake, se izboljšujemo oziroma testiramo. Koliko si lahko pa v bistvu ti prvoščeš napak, ko smo v poklicu, ker dejansko ti rešuješ že določene težave? Ja, teh napak naj bi bilo čim manj. Drži. Si lahko ti inovativen v strateškem komuniciranju? Nedvomno. Nedvomno zaradi tega, ker tudi okolje okrog nas se spreminja. Eno izmed orodij, ki jih uporabljamo, so seveda tudi kanali. Ne, torej, in kanali se spreminjajo, če pogledamo. Ne, torej, če se je strateško komuniciranje v 15 let nazaj večinoma ukvarjalo, ali pa eno srednjih kanalov so bili mediji, klasični mediji. Danes vidimo, da so to družbena omrežja, ne, da so to tukaj skupine, kot so influencerji in marsikaj. Tako da tukaj se spreminjajo in se stvari inovirajo. Prihaja do tega, da res večje multinacionalke imajo praktično že svoje uredništva in da morajo veliko investirati v to, da dnevno spremljajo, kaj se dogaja z blagovnimi znamkami, za komunikacijo po celem svetu. Tako da inovacij tukaj je, mogoče se nazven toliko ne vidijo. Napake si pa lahko privoščimo v manjši meri. Kar tukaj sam verjamem v to, da izkušnje prihajajo tako iz raznovrstnosti primerov, s katerim smo delali ali pa sem delal, kot tudi kompleksnosti in posledično tudi skozi primer do primer pri posameznih naročnikih dviguješ lastno ugled in verodostojnost v to, kar predlagaš, da seveda do določene mere za tem stojiš. Je pa seveda vedno tukaj element neke spremljivke, ki jih pa ti ne kontroliraš. Ne? In tistega, možda sem jaz vedno pristaš tega, da smo odkriti do naročnikov in pač povemo, določene stvari seveda lahko sami kontroliramo, nekatere pa ne.
In tukaj je treba to iskreno seveda priznati. Ampak, kaj vidiš, recimo, jaz kar nekaj korporacij poznam, ki pač imajo lastnike ali v tujini in potem so zelo močno prisotne v Adria regiji ali pa po večini Evrope. In ko se tako pogovarjam z njihovimi, recimo, marketing in tako naprej, imajo blazno veliko omejitev. Sprav te korporacije, karkoli recimo hočeš, ne vem, v Sloveniji, na Češkem objaviti, mora iti na headquarters in tam v bistvu te rajš zablokirajo, kakor tvegajo. Drži, to je neka slaba lastnost na splošno organiziranosti korporacij. Korporacije so znane kot izjemno hierarhične organizacije, do določene mere glede procesov zbirokratizirane in posledično se to odraža na komunikaciji. Ja, to so pač neke omejitve, ki pridejo zraven, vendar tudi tukaj bi lahko rekel, da obstajajo dobre, manj dobre ali pa slabe prakse. Moja izkušnja je taka, da bolj kot se je vodstvo teh korporacij zavedalo pomena proaktivnega nekega komuniciranja ali pa pomena strateškega komuniciranja, potem se je hitro to tudi na nižjih nivojih poznalo in se je dalo marsikaj inovativnega početi. Če pa tega zavedanja o tem pomenu bodi si lastnik ali pa uprava na vrhu nima, potem je pa zelo dosti tega sklicevanja na procese in pa na zbirokratiziranost. Ti si strokovnjak za krizni PR, strateško komuniciranje, pa me zanima, si zelo dober v kriznih situacijah, ne? Verjetno, ko pride kriza, potem si ti briliraš, ne? Si top. Kako pa ti poskrbiš za svoj stres, da nisi pod stresom? Šport mi tukaj veliko pomaga, tako da kar se tiče stresa, je to šport in pa potovanja. Šport zaradi tega, ker mi fizično pomaga, da ostanem v neki kondiciji in da med športom potem stres nekoliko razbremenim. Potovanje pa zato, da se mentalno preprosto za nek količino časa XY, koliko pač potovanja traja, se poskušam takrat mentalno predstaviti v neko drugo, v neki drugi mod. In mislim, da to zaenkrat precej dobro funkcionira. The best. Da mi povej, a moraš imeti, ki si na takem poklicu, ki si ti, moraš verjetno biti tudi zelo povezan, moraš biti tudi malo lobist, moraš recimo tudi kakšno povezavo imeti in reči, ok, zdaj pa dajte mi malo pomagati, dajte ne to jutro objaviti. Je to tudi ta del sveta potreben? Networking je tukaj izjemno pomemben, ampak ne samo število kontaktov, koga ti poznaš, ampak predvsem kdo tebe pozna. Pogosto pozabljamo, ne? Ko nekdo reče, ja, jaz poznam njega, pa njega, ja, ampak on pozna tebe. Tako da tukaj ta drugi del ali pa povratna zanka je bolj pomembna. Mogoče še bolj pomembno kot kvantiteta, kot količina teh poznanstv je pa kvaliteta tega. In sam se držim tega, da absolutno nekih stikov, kontaktov, ki sem jih navezal skozi kariero do sedaj, ne izrabljam, ne izkoriščam, pazim, kdaj koga preprosto prosim za kakšno uslugo ali pa pomoč ali nasvet ali kontakt, kot si sam rekel. In največkrat je to ljudje, ko pristopiš na odkrit in transparenten način, tudi z veseljem naredijo. To je en del zgodbe, drugi del zgodbe je pa tudi ta, da je pomembno spet, ali si ti nosilec nekega zaupanja. Namreč sam verjamem v to, da težko mi kot ljudje, ki delamo v strateškem komuniciranju, prinašamo vrednost, če imamo mogoče sami, ne, ali pa če ima kdo težav z kredibilnostjo ali pa zaupanjem že pri samem sebi. In da tukaj poskušaš pač ustvarjati dodano vrednost. Če pogledamo samo medije. Mediji so dosti krat na tnalu, kako poročajo ali pa ne poročajo. Dosti krat pa tudi ljudje, ki niso v medijih, ne razumejo najboljše, pred kakimi izzivi so današnji mediji. Bodi si tisk, bodi si tiskovna agencija ali pa podobno. Torej, količine informacij, ki jih javnost, gospodarstvo, kultura, kdorkoli producira, so enormne. Vsi se borimo na koncu za pozornost ta istega posameznika. Pričakujemo, da bo novinar znal
razčleniti, poslovanje enega podjetja od A do Ž, dejansko se ne zavedamo, da je to ena izmed 100 nalog, ki jih tisti dan mora narediti. Tako da sam, kar se tiče odnosov z mediji in pa delo z mediji, se poskušam približati mediju, razumeti njihov interes, razumeti, kaj so zgodbe mogoče na katerih delajo in seveda potem tudi poiskati ustrezne neke sinergije. In do zdaj je to vedno uspevalo zaradi tega, ker mi tudi imamo kaj za ponuditi mediju, pa mediju v abstraktnem smislu, novinarju ali pa uredniku. Zato, ker spremljamo mogoče gospodarstvo ali pa trende z nekimi drugimi očmi, ker poznamo sogovornike in boljše, ko znamo tukaj prepoznati po eni strani interes, po drugi strani pa neko ponudbo, znamo stvari bistveno lažje povezati med sabo. Top. Deva se malo dotakniti še tvoje kariere in sicer bil si v diplomaciji, potem si bil v gospodarstvu, zasedel vodstvene položaje. Pa me zanima, glede na to, da se pogovarjamo tudi danes malo o vodenju, kako se je tvoj stil vodenja spremenil? Opažaš, da se je, ko si bil mlajši, si bil mogoče malo bolj agresiven vodja, si zdaj malo bolj demokratičen. Kako bi rekel, da se je čez tvojo kariero? Jaz bi rekel, kar se tiče demokratičnosti ali pa avtoritarnosti, da se tu nekih sprememb, da tukaj ni bilo, zaradi tega, ker spet neki postulati, mogoče kot spoštovanje dialoga, so mi bili položeni že skozi primarno socializacijo, predvsem znotraj družine, ampak ja, ko danes pogledam sebe, ko pogledam sebe 15 let nazaj skozi oči današnjega Denisa, seveda to nek drug Denisa. Tako da jaz sem začel v gospodarstvu, potem sem prišel v diplomacijo, kjer pa so bile moje naloge v prvi vrsti povezane z gospodarsko diplomacijo, torej sem imel še vedno stik z gospodarstvom, na to sem bil del korporativnega sveta in sedaj bolj kot ne del podjetniškega pa svetovalnega. Vmes so se stili spreminjali, predvsem, da postaneš bolj strpen, bi lahko rekel, postaneš bolj, vsaj jaz upam, da sem postal, pa sigurno imam še kaj za narediti, da znam še večkrat prisluhniti bolj podrobno, ker ravno znati dobro poslušati in prepoznati tistega, kar ti sogovornik govori, nas ravno v izobraževalnem sistemu niso naučili. In dosti krat vidimo prakse, tudi vodstvene, nažalost, kjer pravzaprav voditelji mislijo najbrž, da se od njih pričakuje, da oni prvi vstanejo, imajo za vse odgovor, prvi gredo in da potem bojo kar vsi avtomatsko sledili. Torej se tukaj držim pravilo, govori zadnji, oglasi se zadnji in medtem ko pa naredi stvar prvi, torej bodi vzor. To seveda ni nekaj, kar bi mogoče poznal 15 ali pa 20 let nazaj, ampak kar sem poznal skozi čas, skozi te izkušnje že omenjene, skozi to, da sem, recimo, ko sem bil na slovenski industriji jekla, sem dosti moral tudi sodelovati z sindikati. In ko vstopaš v odnose in moraš po eni strani prepričati v neko vizijo, potem poskušati doseči nek dialog, doseči dogovor z zelo raznovrstnimi skupinami ljudi, se mogoče naučiš ravno tega, o čemer sem pregovoril. Torej, še boljše poslušati, vedeti, kdaj odreagirati, kdaj pa ne, kdaj pa prvi odreagirati. Tako da tu se je sigurno zgodila precejšnja evolucija, ki mi je pomagala tudi v času COVID-a, ko sem vodil ekipo 60-70 ljudi in je kot najbrž za marsikoga je COVID bil pravzaprav ena krizna situacija, ki se je kar vlekla in vlekla. In takrat so te izkušnje, bi lahko rekel, kar precej prišle prav. Zmerati malo challenge-am, pa tudi tebe. Ne bom te vprašal, če bi šel v preteklost, bi kaj spremenil, bi pa rekel, če bi šel v preteklost, kaj še na svet bi si dal? Mlajšemu Denisu, bi si dal kaj še na svet? Še več potuj. To bi po moje bil edini tak na svetu. Investiraj v delnice, kupi. Investiraj v delnice, seveda, ja, bodi pameten takrat, po bitki smo vsi generali. Ne, mogoče to, da
kar sam vidim z današnjimi očmi, je, da in to, k sreči, tudi mi v tej regiji spoznavamo, da nam je dano to, da smo del nekega globalnega sveta, kjer sicer za mnogo koga so še vedno kar fizične meje prisotne, za nas pa ne. Torej, mi lahko poslujemo po celem svetu, smo lahko bistveno bolj ambiciozni. Tako da, to bi bil najbrž en izmed na svetu. Poleg potovanja bi bil, da razmišljaj še bolj ambiciozno, še bolj globalno. Nas so vzgojili, jaz sem odraščal še v Sovjetski zvezi, nekaj prvih razredov osnovne šole in potem v Sloveniji, seveda v nekem drugem takem mindsetu, kjer je zelo čislano to, da sediš tiho in poslušaš, kjer je treba iti po nekih stopničkah, ne, recimo v hierarhičnih družbah, tako v korporativnem svetu, kot tudi v javni upravi ali pa diplomaciji, je to še vedno danes prisotno. Medtem ko pa vidimo, kako svet napreduje. Ne. Prej si omenjal ravno start-upe. Jaz sem imel čudovito priložnost, eno leto nazaj spoznati en slovenski start-up, pa ne bom jih pomenoval, da ne bom delal reklame, ne, ampak ki delajo pravzaprav globalen posel, proizvod jim delajo na Kitajskem in to so vse spostavili v časi covida, ko še niti niso mogli potovati na Kitajsko, ergo v živo še niso videli svojih kitajskih partnerjev, ki so en ključen člen v dobaviteljski verigi. Ne, samo pogledamo ta primer in nam to vse pove o tem, v kakšnem svetu danes živimo, ne, kakšne vse možnosti obstajajo, namesto da mi pa še vedno razmišljamo o tem, kako bomo šli pa eno stopničko, pa drugo stopničko. Tudi če pogledamo podjetniški svet danes v Sloveniji, nažalost tudi še vedno po moji oceni preveč startupov, kjer se gleda pa slovenski trg prvo, ne, pa potem ta mindset 500 km radiusa okrog. Ne. Ti veš za to mojo primerjavo, ki je dam, nihče v Izraelu tako ne razmišlja. Yeah. Pa ne govorimo o izraelski politiki, ker nima nobene veze s tem, ampak izraelski startupi razmišljajo izključno o globalnih storitvah in globalnih produktih. Pri nas je pa še vedno to neka ta posledica ravno počasi, ne hiteti, ne izstopati, ne, se vemo, nekatere te stvari so kar prisotne. Res je. Med drugim si ti tudi startup mentor in tudi mentor, pa me zanima, si tudi ti imel v življenju kakšnega mentorja? Ja, nedvomno. Prvi in največji mentor mi je bil oče, sem ga že danes omenil. Izjemno srečo sem imel, tudi sem že omenil danes, pa lahko povem, da je to Ljubo Germič, ki je bil moj razrednik, ravnatelj in učitelj v srednji šoli, brez katerega bi mogoče težje se prebil skozi tista leta. Tako da jih je kar nekaj bilo. Prva poslovna mentorica mi je bila Alenka Žnidarčič-Krajnc, to še danes ne bom pozabil. Izjemno zanimivo je bilo pridobivati izkušnje iz poslovnega sveta in kako sprejemati odločitve od tako uspešne podjetnice. Imel sem to priložnost, da sem praktično eno leto pri vstopu na ukrajinski takrat trg preživel precej časa z njo in sem se veliko naučil. The best. Mal bi te tudi rad sprovociral in sicer ti si komentator zunanjih političnih tem, veliko se dogaja. Imamo Rusija, Ukrajina, Izrael, Palestina, Kitajska, Tajvan, ogromno nekih razmerij, naslednje leto so volitve v Ameriki, tako da daj mi malo povej, lahko kakšen tvoj insight daš, kako razmišljaš ti, lahko kakšno, nam rekel napoved, ker to je nehvaležno, ampak malo tvoje mnenje deliš z nami. Insighta vsekakor ne morem dati, mnenje pa seveda lahko. Ja. Na makro, če pogledamo makro sliko, mislim, da se še vedno ne zavedamo, da je pred nami, ali pa živimo v nekem obdobju, ko je nekega sveta, ki je deloval po nekih drugih pravilih, konec in nastaja nek novi red. In seveda nam, ko vsak dan živimo v tem okolju, za razliko od zgodovinarjev, ki bojo to obdobje preučevali čez 30 ali pa 50 let, nam je to težko zaznati. Skratka, mi smo okona žaba, ki se počasi kuha. Ne? Ta stari red je vsaj v zahodnem delu Evrope temeljil na tem, da smo živeli v obdobju gospodarskega razcveta, miru, ne smemo pozabiti, razen v regiji, če pogledamo v evropskem kontekstu, razen vojne na Balkanu,
se je Evropa izognila konfliktom večjih razsežnosti v zadnjih 70 letih. In to je seveda pripeljalo do tega, da številne generacije, predvsem v zahodnem delu Evrope, živijo v neki predstavi liberalizma, neprestane gospodarske rasti, socialnega razvoja, dviga življenjskega standarda in podobno. In nekega reda, kjer veljajo neke pravila. Torej, pa zakaj smo ustanovili Evropsko unijo, zakaj smo ustanovili Združene narode, zakaj smo ustanovili OVSE in podobno. Ne? Ravno zaradi tega, da so se države dogovorile za neke pravile igre in potem, če se dogovori za pravile igre, se jih moraš držati. Sedaj vidimo, da ne samo z rusko-ukrajinsko vojno, ampak tudi z izvolitvijo do Donalda Trumpa se ta pravila igre spreminjajo. In zdaj, če govorimo konkretno o Evropi, sam menim, da je zdaj vojna v Ukrajini spremenila, kot jaz rečem, vse, ne, dobesedno. Tudi to, da mogoče ta red, ki je razpadel, pa smo počasi ga nismo znali zaznati, je to pač zdaj nek nov mejnik, ki je pripeljal do tega, da zdaj bomo mogoče lažje spoznali, da tega reda ni več. Ne. Tako da posledično, ker ni več reda, ki bi temeljil na pravilih igre, velja red močnejšega. In to je seveda nekaj za postvojno generacijo, najnih staršev, najno generacijo najnih otrok, ne? Nekaj, kar je nepredstavljivo. Nimamo, ne? O vojni smo, mi, naša generacija, pa naši otroci se učijo iz učbenikov. Zdaj vidimo, vojna se pa že dogaja in to predvsej v takem klasičnem, brutalnem vojak na vojaka in v okopih 1000 kilometrov stran, ne, ali pa 1500 je nekje. Ne. In bojim se, da prihajamo v to obdobje, ki je pravzaprav spet bo surova moč držav, torej vojaška moč držav odločala, ko ta pravile igre, ki so si jih drugi zmislili, ne, pred nami več nažalost ne držijo, kjer države spet začenjajo tekmovati eno z drugo, ne samo na znanstvenem, tehnološkem, kulturnem, ampak tudi vojaškem, ozemeljskem principu. In to seveda prinaša vsa nova tveganja. To tudi na tej neki makrosliki pomeni, da se geopolitika v tem svojem smislu vrača nazaj. Torej, če danes poslušamo, kdo od podjetnikov, od gospodarstvenikov se je 5 let nazaj ukvarjal kaj z geopolitiko. Obrestne mere, stabilne, dobro, kogor pa dol. Ravno, danes, ko to vse gledamo, so to sladke skrbi. Vmes se je zgodil COVID in zdaj se je zgodila vojna v Ukrajini. Ne? In zdaj se seveda pač nestabilnost na Bližnjem vzhodu in podobno. In naenkrat se vsi pogovarjajo o geopolitiki. In naenkrat se pogovarjamo o tem, kakšna zavezništva sklepa Rusija s Kitajsko, z Iranom. Ravno danes je bilo podpisan sporazum med Iranom in Rusijo, ko to danes snemava, o tem, kako se skupaj izogibati sankcijam. Vidimo, da kako jug na svetu, ne, torej države BRICS-a, drugače vidijo mogoče nekatere stvari, da mi, ko v Evropi postavljamo še vedno eurocentrično sebe v središče in govorimo o vojni v Ukrajini kot nekaj, kar je za nas res katastrofično in sogovorniki iz juga pogledajo in pravijo, pa to se pri nas dnevno dogaja, že desetletje, pa nihče na to kaj dost ne da. Ne? Vidimo, da kot kaže, ne, mi smo že v Evropi znali zgraditi to socialno okolje in pa bili zmožni zagotavljati družben razvoj tudi z vidika varnosti, da pa nismo zmogli teh konfliktov ali pa predvideti ali pa jih seveda preventivno mogoče se jim izogniti in da vsi ti izzivi nas še čakajo. Tako da geopolitika, bi lahko rekel, se vrača nazaj. Hvala za ta res noro mnenje in poglobljen. Deva se doma dotakniti še tvojega osebnega življenja. In sicer, kakšne knjige rad bereš? Berem precej raznovrstne knjige in berem tudi, če se le da, knjige
recimo v 3 jezikih, v katerih sem fluent, oziroma takoče, ki jih razumem in govorim, torej v angleščini, ruščini in slovenščini. Smisel, ni to pa, da reče, jaz govorim več jezikov, hrvaščina, srbščina. Se hecam. V teh 3 jezikih komuniciram in berem praktično vsak dan. In poskušam, skratka, kar se tiče knjig ali pa literature, poskušam tudi izmenično brati v teh jezikih, zato da malo tudi treniram možgane. Kar se tiče žanrsko, precej pestro od razen mogoče malo zapostavljam poezijo, sicer pa prozo, slovensko tujo, knjige povezane z z vodenjem, torej z leadershipom, z psihologijo. Izjemno rad prebiram knjige, ki mi poskušajo mogoče razumeti globalni kontekst, torej ne vem, konkretno vojno glede polprevodnikov. Izjemno dobra knjiga je šla, poslovna knjiga leta, po mnenju, mislim, da Financial Timesa, kako pol leta nazaj, ki izjemno sistematično pojasni, kako smo se danes znašli v tej vojni polprevodnikov, kako sicer to ni nič novega, ampak danes dobiva neke druge dimenzije. Ravno v tem trenutku prebiram o tem, kakšne kulturološke značilnosti imajo države na vzhodu, torej predvsem azijske, konkretno Kitajska, ki so Kitajski pomagale se ohranjati kot imperij oziroma kot cesarstvo dolgo časa in kaj to pomeni z vidika obstoja komunistične partije naprej. Zelo, zelo različno. Z največjim veseljem, če dobim slovenske izjemne avtorje, kot so Drago Jančar, pravzaprav te stvari preberem na en mah. Tako da tudi kakšne skandinavske kriminalke pridejo v poštev, potopisi, knjige povezane z športom, tako da precej pester nabor stvari, ki me zanimajo. Kaj pa kakšna najljubša serija? Gledaš kaj? Najljubša serija je Seinfeld. Ravno zdaj v tem trenutku s soprogo zaključujeva pravzaprav eno tako večletno pregled te serije za nazaj. In to iz razloga, ker je kot prvič je New York kot mesto nama obema zelo, zelo pri srcu in zelo blizu, ampak bolj tudi zaradi tega, ker ko pogledaš, torej to je serija, ki je bila snemana v 90-ih in zadnja epizoda, mislim, da 97 ali 98. Ne tako dolgo nazaj, bi lahko rekel, ampak do kakšne skrajnosti smo mi pripeljali politično korektnost, do kje smo mi pripeljali, da humorja pravzaprav danes ni in pravzaprav kakšne teme oni skozi humor v tej nanizanki izpostavljajo. Tako da to se mi zdi preprosto genialno. Kaj rad ješ, najljubša hrana? Sem vse jedec, tako da jem res čisto vse, česar je bila moja tašča, ko me je spoznala, še posebej seveda vesela. Najraje pa skratka z dobrim zrezkom, stejkom in pa mogoče kozarcem rdečega vina, težko zgrešiti. The best, top. Če greva zdaj pogledati tvoj telefon, kaj bi bile glavne aplikacije, ki so na prvi strani? Bi bilo veliko. Nekaj teh aplikacij je povezano z službenimi kanali, ki jih uporabljam, torej od vsem poznanih WhatsAppov, Signalov in podobno. Tako da, te so precej pod udarom. Iz več praktičnih razlogov je Google Maps na moji top listi priljubljenih aplikacij, ker pomaga pri navigaciji, predvsem v tujini. Dosta potujemo, tudi z družino poskušamo čim več potovati. In je tukaj Google Maps preprosto pač izjemno praktično in izjemno funkcionalno orodje. The best. Pejva še na zaključno glavno vprašanje in sicer mi imamo že kar lepo bazo poslušalcev, od mladih podjetnikov, menedžerjev, pa tudi do zelo uspešnih, bom rekel, članov uprav, predsednikov uprav in tako naprej. Kaj bi bila tvoja zaključna ali pa več zaključnih misli, ki bi jih namenil našim poslušalcem? Ne vem, mogoče bi izpostavil to, da bodimo vsi skupaj bolj ambiciozni, da bolj proaktivno pristopimo k iskanju nekih rešitev in da
dosti krat v slovenski družbi, pa mogoče nismo tako posebni tukaj z vidika tega prostora, torej neke centralne Evrope, je, da namesto, da konstantno govorimo o tem, kaj vse je treba narediti, da večkrat se vprašamo, kako bomo to naredili. To se mi zdi tak preskok od tega tako imenovanega filozofiranja in moraliziranja do tega, kaj bomo pa jutri naredili. To, kot sem prej dal primer, jutri seveda figurativno mišljeno, pojutrišnjem, pojutrišnjem in tako dalje. In ko se enkrat to začnemo spraševati, mogoče malo bolj praktični koraki se začnejo kazati ali pa prihajajo v spredje. The best. Dragi poslušalci, še enkrat z nami je bil dr. Denis Mancevič, strokovnjak za strateški PR, za krizni PR, za strateško komuniciranje, startup mentor, kolumnist, podjetnik. Tako da, Denis, ne vem, kaj ne rečem, še enkrat hvala za tvoje izjemne poglede, nasvete, misli, izkušnje. Tako da res hvala. Najlepša hvala za povabilo. Spremljajte nas lahko na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.